Prva, pohodiš gas do konca, spusti sklopko. Se ne vem, zakaj pa ne bi vloga takole začel, medtem ko ST-ka pije, imam enega luštnega soseda, pa človek ne ve, s katerim bi bolj užival v vinku. Tukaj te je veliko bolj strah, kot tukaj. Se to je debata, kdaj bolj uživaš, takrat, ko si na pol posran, pa gre res hitro, ali takrat, ko greš malo počasnejš, pa se ti zdi, da zadeve vsaj približno obvladaš. Enač, dajmo začeti. A veš, Fiesta ST pa jaz imava kar pestro zgodovino. Prvič sva se srečala, mislim, da 2006. Tista prva, s katero sem se jaz vozil, je bila top avtomobilček. 150 konjev, že takrat je bilo kup drugih, ki so imeli konjev več, ampak vozna dinamika je bila tista, ki je oddaljevala od drugih v pozitivnem smislu. Mena je pa eno zelo veliko napako. Mislim, zelo veliko napako. Veš, kad ti voziš športen avto, je zelo pomemben, da sediš točno tako, ki si želiš. No in v tistem avtu si sedel glih za 10 cm previsok. Jaz sem mislil, da se mi bo zmešal. Vse je štimal. Avto je bil poezija v vinkih, ampak sedel si pa na pručki. No, pa je pa prišla naslednja generacija, ena pred 100, oziroma taka je bila aktualna še do pred kratkim. Tista je pa vse popravila. Ne samo, da je vozno dinamiko dvignila eno raven višji, tudi sedel si primerno nizko. Ni bilo še idealno, ampak veliko boljš. Pa tudi tam so naredili en velik fail. In veš, kaj je ta fail bil? Avto je prišel veliko prepozen. Fiesta je bila zunaj že mnogo let, preden so rekli, ok, klemate ST-ko. Tisti, ki so čakali na ta avto, pa Focus se je mešal. In jaz še danes ne razumem tega, zakaj je Ford toliko časa čakal, da je dal ta prejšnjo ST-ko ven. No, pol je pa počas prišel cajt za tole, to novo generacijo. Zdaj, tako kot ponavadi jaz vides nerad sodim, meni je všeč. Ta barva, recimo še posebej siva, postaja čedalje bolj popularna. A veš, še posebej dobra se mi zdi kombinacija barva karoserije pa kolesa. Vidiš, zato ker so malo so shiny, malo so pa temna, mati, ful dobro skupaj paše. Zdaj, kar se pa voznih lastnosti tiče, ta v primerjavi s ta prejšnjo je šla spet en korak navzgor. A ti povem kako? Za začetek Ford je imel kar težek del, ker ta prejšnja ST-ka je bila, kar se voznih tiče, krlica segment, zato so bili čevlji dosti veliki. A veš, avto se je pelil v nulo. Jaz, presežem, nisem imel ene pripombe na vozno dinamiko. Je pa res, da je bila ta prejšnja generacija vsake toliko časa mal pretrda. Kakšna dilatacija, železniški tiri, to se je pa vse malo preveč čutil, pa tudi slišal v kabini. No in po mojem je to največji napredek, ki ga je tale naredila. Ustala je športna, lahkotna, ni izgubila tistega, ki ga vsak športen avto rab, obenem je pa za vsak dan mečken bolj uporabna, tako da nimaš občutka, ki se voziš čez podlage, ki niso idealne. Pa zdaj brez zamere, jaz v tehnologiji, v vseh 15 asistenčnih sistemih, pa o tem, koliko ima ta avto visok IQ, ne bom govoril, ker to je ST-ka in who cares? A če mi je kje vroče, ker tole snemam, kaj je zdaj stari? Papeš nos smešno kapco? Gremo najprej noter, da se jaz ne bom stopil. Zdaj tukaj noter je kupenih znakov, ki ti jasno in glasno kažejo, da ne sediš v navadni Fiesti. Mislim, za začetek moraš biti smotan, da ne vidiš tistih dveh črk. Pa tako je pri vseh ST-jih, pri Fordi, mislim, da je pri vseh v navadi, je to, da sta sprednja zica narejena pri Recaru, lej se tukaj le piše, bom pokazal. Vidiš, tukaj na vogalu piše Recaro. Zdaj, sprednja zica sta super, je pa res, da imam jaz eno pripombo. Mogoče je malo problem to, da sem jaz malo kip na zadnje čase, ampak sedaljni del, tale opora za stegna je dost na knap narejena. No in mrskoga bi znala tale opora motati. Sama po sebi pravzaprav dela odlično, je zelo čvrsta, telo, sedež drži povsod, ne samo tukaj, ampak tudi tukaj v ledvenem pa v ramenskem predelu, trdno na mestu. Ampak mene, ki sem malo bolj bajse, me pa vse skupaj malo tišči, moram malo bolj skupaj nokce držati, kakor bi jih rad. Ni pa to velik problem. Zanj sem špricnil na obalo, pa nazaj, praktično sem tam ostal samo za pol urce, pa se nisem nazaj pripeljal, pa joko, da mu se neki boli, pa podplutb, teh tudi nisem imel. Drugače pa valjda stopalke so tako, kot v takšnih avtih mora biti aluminijaste. Pa predstavna ročica mi je fejst všeč. Ok, hodi so kratki, to se razume in tako mora biti, ampak ta kugla se mi zdi, da ful lepo sede v roko. Pa še ena stvar je precej pomembna, veš, tale ST-ka ima tudi paket Performance. Stane 800 €, med drugim ti prinese tudi launch control, lej, takole zgleda. A veš, tukaj v meniju moraš najti zvezdico, evo je, tukaj imaš launch control, stisneš tipko na volano in evo, zadeva je ready. In vse, kar rabiš narediti. Prva, pohodiš gas do konca, spusti sklopko. Je pa treba tudi nekaj drugega povedati. Launch control je fajn zadeva, mogoče se je fajn z njo pohvaliti, ampak v realnem življenju
pismo, kolikrat ga boš uporabil. Ko boš kupil avto in parkrat, da ga boš sprobil, valjda. Pa mogoče boš zdaj koga najdel, da bi tako štartala, da vidite, kje si s tem avtom, ne, ampak all in all, pismo. Če mene vprašaš, tudi če ga ne bi imel. Je pa ta performance paket zelo pomemben, pa ga priporočam za nakup zaradi ene druge stvari, zato ker če ga kupaš, dobiš zraven še mehansko zaporo diferenciala. Zdaj, kaj mehanska zapora diferenciala naredi, bom probal zelo poenostaviti, da ne bom ratal dosti hiter dolgočasen. Pomagati predvsem na izhodu iz ovinkov, zato da se ti tisto kolo, ki je manj obremenjen, ima manj stika s podlago, ne začne v prazen vrteti, da gre moč tja, oziroma navor tja, kam mora iti. In boj, če bi ti vedel, koliko to transformira v vozniško izkušnjo. V tem primeru, stari, užitka na tone. A ja, pa v motorju nisem nič povedal, až prej imela Fiesta ST 1,6 litrski turbo, 4-valjnik, zdaj so pa malo zamenjali. A veš, ni več 4-valjnik, ampak je 3-valjnik. Vem, se smešno sliši, ne? 3-valjnik pa da je športen. Ja, 1,5 litrski je, mimogrede, dobiš ga tudi v novem Focusu, ponuja toliko konjev kot prej, to se pravi 200, navora niti približno, vem, tam okrog 300, avto dobro špricne. Veš kva? Tudi kar dober zvok ima. Aja pa volan ti daje čudovit feedback, pravzaprav je za 14% bolj neposreden kot prej in to se pozna tudi v tesnih zavojih, ne rabim preprijemati, pa je bila tole praktično kljuka. Pa ne smem pozabiti omeniti vzmeti, a veš, Ford je patentiral nek nov sistem, zadeva se mehansko prilagaja glede na vozno podlago oziroma na stil vožnje in takrat, ko avto zazna, da se je speljer malo bolj športen, takrat to trdijo. Je pa res, da na zadnji osi nima tako kot Focus multilink vzmetenje, ki je malo bolj sofisticiran, ampak tudi dražji, ima torzijski drog, ki je pa v primerjavi s prejšnjo ST kot debelejši in pol to vse skupaj v sodelovanju s temi pametnimi vzmeti naredi to, da se avto manj nagiba, da je bolj zabaven za voziti, pa da je tudi lepš odziven. Ok, cajt za pauzo, da naredimo en umerjen zaključek. Jaz sem kar malo za Švico. V bistvu to glavno vprašanje, a je Fiesta uspela zadržati the top spot med takimi, ki so dosti njej podobni. Bom precej kratek, pa je drnat. Je. Toliko zabavnega avtomobila znotraj teh gabaritov še nisem pel. Good stuff.